A ja, le kdo se je pripeljal? No, pridem konc. Aha. Serijsko osvetljen grill. Aha. Kar je pa meni na en hecen način daleč najbolj všeč pri CX-60, niso detajli, malo drugačne luči, velika maska. Dej, a gremo peljati en avto? Ga vidiš? Tole je Mazda CX-60. V tem trenutku največji Mazdin SUV v Sloveniji. Mislim, v Sloveniji, še kje drugot v Evropi, ampak ima Mazda še večje avto, ampak ni za to pomemben. Konti punca, lepo se mej. Lahko bi dali mene. Mingrede, atmosferski obesek že imaš. Zdaj za CX-60 veš, da je priključen hibrid, da sem se s tem avtom družil lep čas. Kaj dost me ne mot, 3 stvari mi grejo ful na jetra, ampak so take majhne. A ja, le kdo se je pripeljal? Kaj pa je to za en avto? A boš povedal? Osmica nova. No, pridem konc. Aha. Serijsko osvetljen grill. Usno je ta hudo, ko emo oprema. Aha. 12-palčni nov zaslon. Pa le koliko ima placa odzadje, le. To je to. To je do konca zic naštiman. Mazda grem posneti. Ok, nič. Mazda smo rekli, ne? Pa se ne vem, zakaj ne bi kar tukaj začeli. Veš, CX-60 boš prepoznal, prepoznal boš zato, ker je ogromna, ker je zelo velika, ampak na hitrico, če pogledaš, je malo podobna tudi CX-5, ne? Razlika za začetek, poleg tega, da je ful večji grill, so pa tudi precej specifični, čist drugačni žarometi. Dajmo se mi malo premakniti, prav? Hvala ga, lak. Ok, zdaj pa, če nimaš nič proti, ostanemo še za trenutek pri obliki in pri njegovi drži. Se mi zdi, da sem že nekajkrat govoril o Mazdinem dizajnu in ob tem uporabil besedo kodo. Najbrž veš, da gre za Mazdin oblikovalski jezik in tole je njihova najnovejša interpretacija le-tega. Kar je pa meni na en hecen način daleč najbolj všeč pri CX-60, niso detajli, malo drugačne luči, velika maska. Matere, zadnji so. Niti to, da so tele fake rore še kar prepričljivo zapeljali, ampak njegova drža. Če zdaj moram pa malo dlje stran. No in ko jo začneš gledati takole oddaleč, predvsem recimo z tega kota, me ta drža spominja na najbolj dinamične SUV-je, na Velarja, pa recimo na Jaguarja. Ok, zdaj pa kar se mer tiče. Zelo je velika, za dobrih 20 cm je daljša od CX-5, dolga je 4,75 m, kabina je ne izredno, ampak razmeroma prostorna, prtljažnika. Tega je za 570 litrov, situacija je, tako kot običajno pri meni, zelo življenjska, realna. Tukaj je škatla, kjer smo vozili po Sloveniji v 101, ki se spomniš v projektu za Laško, najbolj slovensko zastavo, polnilni kabel 1, 2, moj letalski kovček, Continentalov ruzak, moj par superk, pa 2 stvari, ki morata v koš, pa seveda nujna pomembna stvar za pozim, za bucati šipe. Ta 570 litrski prtljažnik je v tem primeru opremljen z eno tako dobro zaščito. Poglej, prekrivalo prtljažnega prostora je ene vrste platno, ki je prilagodljivo, ker pomeni dobro tudi za tovor, če slučajno malo gleda izven teh osnovnih gabaritov. Zice se valjda lahko podre tukaj z obema ročkama na levi in na desni strani. Dajmo mi tole zapreti. Vlak gre. Koliko vagonov? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 32 vagonov, 32. Evo, tole je pa srce to je plastičen pokrov, ampak pod njim je pa srce pogonskega sklopa in sicer vzdolžno, ne pa prečno nameščen bencinski štirvaljnik 2,5 litra prostornine. Štirvaljniki so ponovadi prečno nameščeni, ampak to tudi zato, ker običajno peljejo pogon na sprednja kolesa, tukaj je pa drugače. Priključno hibridna CX-60 pogon primarno pelje na zadnjo os, seveda pa po potrebi potem avto aktivira še sprednja kolesa, zato ker je štirikolesno gnana. Samo da na sprednjo os seveda prispe električen del pogona. Kapaciteta baterije 18 kWh ne bi po Mazdinih besedah zagotavljala okrog 60 km električnega dosega, v praksi se je to izkazalo za malo manj. Mimogrede, poraba v praksi, ampak zatem, ko sem že porabil vaš štrom in sem se naslanil samo na bencinarja, je bila med 8 in 9 litri. Veliko je pa odvisno od tega, kakšne razdalje furaš, kaj zares potrebuješ, če je to veliko zelo dolgih voženj. Potem mogoče so razmislili na kupu dizla, 3,3 litrski izdelek z 200 oziroma 254 konji. V pogonskem sklopu na hitro mogoče še to, zdaj sem se vozil veliko po razmerah, kjer je bil prijem zares vprašljiv, pa moram reči, da se prenos oziroma štirikolesno gnana pomoč zgodi zares hitro in da je pogon vsaj pri teh običajnih scenarijih, ko je podlaga spolzka in hitro rabiš v prijem, ko recimo spelješ v križišču, da ne zavlačuješ, pa da si dinamičen. V tem primeru
avtomobilu se to zgodi zares hipno, predvsem pa učinkovito. Zdaj pa preden gremo na detajle kokpita, 3 stvari, ki so mi šle mal na jetra. Dajmo reči, da so to 3 kisle. A prav? Ta prva reč, ki me je malo zmotila, je samodejno zaklepanje kabine, kar je v redu, ker je avto precej pameten, ključ imaš v žepu in vse skupaj se dogaja samodejno. Ne veš, o čem je fora. Jaz pogosto stopam tam ven, pa mogoče hočem priti na to stran, pa tukaj potem ven vzeti. Ali na hrbtnika, kakšno manjšo stvar, ali pa tam ali odpreti vrata in vmes, ko jaz pridem čisto v avtomobilu, se mi avto že zaklene. Druga stvar, druga kisla, pardon. Dajmo avto prižgati. Poglej, tole so klasična stikala za upravljanje s klimatsko napravo, to se pravi 2 gumba, levo za mrzlo, desno za vroče. In kar je mene zmotil, a veš, levo stikalo za mrzlo je puščica na dol oziroma puščica proti meni in logično, da znižaš temperaturo tako, da stikalo potisneš dol. Desno stikalo je pa puščica v tisto smer oziroma z vidika zornega kota voznika puščica na gor. In potem ti hočeš temperaturo povišati na gor, ampak se kamar ne premakne, kar pomeni, da moraš temperaturo povišati s pritiskom na dol, kar se mi v celem času testiranja še ni uspel obrniti, še vedno se mi zdi kontraintuitivno. Se človek se vse navadi, to so malenkosti, ne pozab. Mi je šlo pa na jetra. Sicer pa pogled, tole je ročica avtomatskega menjalnika, še ena stvar, ki mi mogoče ni bila tako všeč, je bila, ves čas sem se zalotil, da ko sem dal drive, pa potem v neutral, da ko sem hotel dati pa v reverse, da sem ves čas delal to. Zdaj pa, če smo že noter, čakaj ti kokpit pokažem, moram malo stran stopiti. Mogoče je tole primeren trenutek, da omenim, da je Mazda bila zasnovana na Japonskem, kjer je tudi sestavljena. In kakovost sestavljenosti te kabine je na zelo visokem nivoju, nič ni nerodno reči, in to sem v povezavi s sodobnimi Mazdami že velikokrat rekel na nivoju premijskih tekmecev. In v tem trenutku, ko že kažem tale zračnik, moram poudariti, da je Saša Kapetanovič rekel, da se je semle noter fino s kolenom zadev, ko je stopil v kabino, se veš, on ima dolge noge, ne tako kratke. Sicer pa poglej, sredinski greben je izredno širok, velik, detajli, sestavljenost komponent, vse skupaj štima. Tale predal se odpira dvokrilno, leva, pa še desna stran, poglej. Zapremo. Večina uporabljenih materialov je na visokem nivoju, zgleda tudi vse skupaj precej dobro. Tole je sklop stikal za upravljanje z namestnikom, ki je zelo preprost, ampak to mi je pri njemu všeč. Mimogrede, naj te preprost vmesnik ne zavede funkcij oziroma stvari, ki ti ponuja. Pa ne bom niti govoril o Apple CarPlay, o Android Auto in tako naprej. Pač te stvari štimajo in so na nivoju. Vse skupaj je dobro, všeč mi je tudi, da je kupenih klasičnih stikal. Se veš, pri Mazdi so vse na nek način čisto odbiti, norih stvari se lotevajo, so pa tudi tradicionalisti. In ta kombo, to mi je všeč. Avto je pa širok, čakaj samo, pet sem. Pejmo še malo na drugo stran. Mimogrede, še en fun fact, ne. Tale avto je bil posebej, pa ne vem čisto točno, zakaj se niso o tem pol dosti pogovarjali, všeč moji Tamali. Ona se redko loti avtomobilov v smislu izraža, kaj je ful všeč, pa kaj ne, ker se avto tiče na to, kar si je pa vzela čas, da je to izpostavila. Recimo, kar se prostora v kabini tiče, druga vrsta, ne glede na velikost avtomobila, zares nič posebenega, bom rekel povprečje, če ne celo kakšen centimeter manj. Ko za konc nam ostane pa še vozna dinamika pa cena. Za začetek treba je vedeti, da je CX-60 priključen hibrid, da je razmeroma težek in da Mazda CX-5 ostaja tista, ki se najboljš razume z ovinki. Zdaj, ne pravim, da je CX-60 ni dinamičen avto, pele se dobro, tudi blaži razmeroma dobro, ampak športnik to pa vse ni, navkljub športnemu programu, ki ga ponuja. In tega sem izkoriščal v polni meri skoraj ves čas, ker mi je bila ta dodana odzivnost všeč. Pa še ena stvar, hvalim integracijo novega 8-stopenjskega samodejnega menjalnika. Ne pozab, običajno bo tako pri Mazdah, da smo opravka 6-stopenjsko avtomatiko, 2 dodatni stopni, nov izdelek, odlično. Hvalim tudi za res učinkovito razporejanje navora, pa še cena. Mazda pravi, da je CX-60, če se ne motim, na voljo za dobrih 48 jurjev. Seveda se glede na izvedenke zadeva lahko še fejst dvigne, logično kot pri vsakem avtomobilskem proizvajalcu. Ti najlažje pa prijeti pa malo svinarijo okoli metati, ne, umivalnik, plastika, flaše, igrače. Prazen plac, ne, takrat kam ben ne gleda, se je fajn znebiti stvari na tak način, ne. Dale ste vsi, ki to delate, oprost, ne moram drugače povedati. A ti ni nič neroden metati svinarijo odkole levo desno?